Danes je polno, kaj? Kaj pa je vas pripeljalo sem? Mene avtobus. Pa nič. Lahko kako pomagam? Ne, zgolj zamislil sem se. Aha. Model, gadmo. Kam gre ta svet? Nobene kulture več. Poglej, danes mi je mogel skenslati privatni zdravnik. Dajmo malo pozračiti, to bo boljše. Ne, zadevi moramo priti do dna. Tako studno dejanje ne sme biti spregledano. A je da njega spustil? Te pa nič ne uide. Mogoče ravno njemu. Ne moremo ga izključiti iz preiskave. Verjetno je bil res on. Poglejte ga. Kaj ne bi pa to pomenil? A vi pa ne morete enega spustiti. Kam je do tega treba tle mišati z navadnimi ljudmi? Sam dejte mir. Gospa, ne, zločincu bi pomagali, da se izmuzne. Kaj vi govorite? Kakšnemu zločincu? Vse to ni nek humor na Orient Expressu. Morda res ne, a teže dejanja to ne spremeni. Se mogoče bila pa ona, ki to hoče prezračiti. Pa kaj, ti bi še naprej to vohal? Res bi vas lahko bilo sram. Nič boljši kot živali. Gospa, ne se spuščati na tak nivo, vam ne pristoji. Pa kaj se delate, kot da se to ne more zgoditi vsakemu? Priluftimo tako, ki je rekla gospodična, pa je. Zdaj sem pa prepričana, da je bil on nemarnež. Gospa, ne prehitevajmo, poglejmo dokaze. Storilec je taktično izbral trenutek, ko je udaril. Mislil je, da bo prihod in zvok rešilca prikril njegovo drzno dejanje. In ta zločinec je tukaj v tem prostoru med nami. No shit, Sherlock. Tega še ne vemo, cenim pa primerjavo. Okrog se zidivate. Ker ti si pa tok pameten. Ti veš, da jaz sem več zaslužil, kaj sem tle kastil v celem mesecu. Ja, zato pa tukaj z nami čakaš. Če mi pa privatni zdravnik skenslo. Sploh veš, kaj to je? A mamiča ni mogla pogledati, kaj buba. A ga pokličem, pa mi boš pol ti pametvala. Dej, bod ti raje malo tih. Kaj se boš pa ti, neandertalc, zdaj oglašal? Kaj si mi rekel? Ljudje, pozabljate bistveno. Pa dej nekaj težiti, no, se sploh ne smrdi več. Morda res, ampak smrad zločina ostaja in moj nos je občutljiv. Navadnega smrtnika je lahko pretendati, a Pavel Knobel ni navaden smrtnik. Morda je storilec upal na potuho, upal, da se ne bo nihče drznil spregovoriti. Morda je upal, da bodo vsi v tišini stali ob strani ali pa celo želeli zločin čim prej pozabiti in pomesti pod preprogo. Ampak ne. V tej čakalnici smo tudi dobri ljudje. Dobri ljudje, ki zločina ne spregledamo. Dobri ljudje, ki zločinu svojo tišino ne dopuščamo nekaznovanega obstoja. Cankar je dejal, da je naš hrbet skrivden. Jaz pa pravim ne. Dobri ljudje smo pokončna hrbtenica naše družbe, hrbtenica, ki se silam zla ne upogne.
Oprostite, ampak kakšen debil ste vi? Molči ženšče. Pa dobro, no, gospod, ne morete se tako pogovarjati. A ona mi pa lahko reče debil. In ta smrkovc mi bo idiot pravil. Ja, tale si res malo veliko dovolim. Pa kaj se boš ti oglašal? Beta, no. Pa daj ti res drž gobec, idiot. Pa kaj boš ti men? Ti boš men pametvala? Jaz sem se dosegel nekaj v lifeu. Oba dva sta ena smrkavca, ki imata polno rit vsega. Povsod si vse dovolite, ki mislite, da je kar vse vaše. Veste kaj, gospa, ime gospod prav, bodite raj tih, čisto vseh nam že dost. Ne, veste kaj, jaz vas imam za dost. Človek hoče narediti nekaj dobrega, pa dobim to zahvalo. Pa dobro, kaj bi ti rad? Državam priznanje, ker bi rad pogruntal, kdo je prdel. Moram priznati, da take malodušne vdanosti v sodi navzlič z očinu res nisem pričakoval. Morda je imel Cankar prav. Vede ga, ne. Niste hladci. Bete. Vsi ste bete. Za bete rojeni, za bete vzgojeni. Ti si pa debil. Za debila rojen, za debila vzgojen. Da so mi skenslali privatnega zdravnika, da se boš ti tak znašel na mene, ti pa dej pejt neko na socialo. Zaradi tega država propade, zaradi folka, ko si ti, ker prideš sem, pa jemlje moj čas, da se našo maltretira, lepo se pa še sprdne, klepe smela, kaj Kaj je z vami narobe? Bolanci ste. Glihkar smo dobili enega v kritičnem stanju, vi se pa kle derete. Vi niste normalni, alo, vsi ven. Ven! Nič ampak, ven!